Ta teden, ko je prvi teden v juniju, obeležujemo teden slepih in slabovidnih, v katerem slepi in slabovidni javno spomnijo, da so tudi oni del naše družbe in da njihovo življenje ni le temno in sivo, ampak je lahko tudi polno, veselo in pisano. Letos so pripravili poseben program, saj Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije praznuje 100-letnico delovanja, ki pa poteka predvsem na spletu, na spletni strani zveze in njenem YouTube kanalu. Ne bodo pa vsi dogodki le na spletu. V prostorih knjižnice za slepe in slabovidne Minke Skaberne na Kotnikovi ulici v Ljubljani so danes odprli razstavo egipčanskih replik na otip. Idejo za razstavo je Mednarodno kulturno-filozofsko društvo Nova Akropola dobilo v tujini, saj člani že leta izdelujejo pomanjšane egipčanske replike. Predsednik društva Stjepan Palajsa. In ker imamo predavanja tudi o teh kulturah, civilizacijah, njihovih učenjih in probamo skozi to, da se lahko od tipa začuti in da začutijo zgodbo, ki je v ozadju. Ker vsak nosi zgodbico, vsak motiv. Na videz je samo en lik, ki nekaj opravlja ali ima ene simbole na sebi, ampak v ozadju je cela ena izredno zanimiva zgodba. Za zdaj je na razstavi 28 egipčanskih replik na dotik, katerih motivi pripovedujejo o življenju v starem Egiptu na zemlji, pa tudi na poljanah miru, a zbirka se bo še povečevala. Otipate lahko na primer repliko, na kateri je motiv, kako bog Anubis tehta srce, Horusovo oko, pa tudi motiv s Tutankamonovem levu. Tukaj je Anubis, ki ima glavo pravzaprav psa. In nekako oni na simboličen način predstavljajo ene zakonitosti, principe. Ali imamo eno gospo tako čudovito z velikim peresom. To je boginja Mat, boginja pravice in resnice. Faraon je moral vsaj enkrat na leto polagati račune boginji Mat. Kako pa so replike opremljene z informacijami za slepe in slabovidne, nam je povedal Dušan Brešar Mlakar, strokovni delavec na Zvezi društev slepih in slabovidnih, zadolžen za kulturo. Akropola te replike preskrbela, smo se mi dobivali in sva z sodelavcem, ki je slep, sva te replike pogledala, on jih je potipal in potem smo se, glede na njihovo znanje in glede na izkušnje slepega, smo se dogovorili, kako bi to naredili vpise. In zdaj odločili smo se na ta način, da je najprej je opis slike, tako kot recimo mi, ko vstopimo v prostor, mi videči, ko smo v prostor, vidi sliko. In potem stopiš do slike, jo pogledaš in si zamisliš zgodbo oziroma. Zdaj, vse te replike smo opremili z povečanim tiskom, tako da lahko pogleda slaboviden. Na drugi strani lista je pa v brajevi pisavi, tako da lahko slepi tudi prebere, kaj se dogaja. In potem vzame repliko v roke in si pomaga bodi si z eno, bodi si drugo. Varianto. Bomo pa seveda zadevo, jaz si želim, da bi bilo to vzorčna razstava, kako se dela razstave za slepe in slabovidne. Bomo še zadevo opremili z zvokom, s tem, da v zvoku bo daljši tekst, kot je zdaj na listih oziroma katalogu, ker pač si bo lahko vzel tisti, ki bo hotel, si bo lahko vzel čas in bo šel vsake replike do replike. Je pa razstava zamišljena kot potujoča razstava in da naj bi potovala po Sloveniji, po vseh društvih, in če bomo še dobili kje še kakšno razstavišče, bomo še pa tja dali. Dušan Brešar Mlakar o pogovoru na temo, kako so sicer kulturni dogodki prilagojeni in dostopni slepim in slabovidnim, pravi, da gre še za posebnost, ampak se dogaja, čeprav ni tega nikoli dovolj. Ampak so obstajale gledališke predstave, ki so obstajale, tega je mogoče najmanjše, gledališke predstave, ki bi imele lahko, da bi nekdo govoril zadevo, kaj se dogaja na odru, mogoče bi omogočili, da bi na začetku
šli potipati kulise, da bi videli, kaj se dogaja na odru. Zdaj, slikarske razstave se dogajajo, se tudi opremljajo, tako da filmi se, RTV dela zvočne opise filmov, tako da stvari so. Ne. Glasba je pa tako medij za slepe že od nekdaj. Sicer pa bo razstava Slepi harfist, egipčanske replike na utip v knjižnici za slepe in slabovidne v Ljubljani na ogled vse do konca avgusta v času odprtja knjižnice. Tam je bila že Veronika Gnezda, če pa se komu zastavlja vprašanje, kako je z varnostjo, saj gre za razstavo na utip, ja, tudi za preventivo in razkuževanje so poskrbeli.